da bo dobro, da ne bo treba še milijonkrat popravljati. To sem skozi poslušala, ko sem bila mlajša, ker namreč čega jaz nimam vse ponotranjenega. Z odraščanjem je prišlo tudi vse večje razumevanje do teh stavkov. Torej, ko se nečesa lotim, se lahko temu res posvetim in potem bo stvar dobro narejena in bo tudi trajala dlje časa. V meni je namreč, globoko v meni, je druga dinamika in sicer delimo hitro, pa naredimo čim več stvari. V zvezi s to tematiko sem veliko razmišljala v zadnjem času v povezavi s svojim delom, z vsebinami, ki jih delam zase, za naročnike in tu, kako sem že spremenila to mentaliteto. Včasih je bilo kar vse eno čez drugo, vse povprek. Cilj je bil čim več, ne pa čim boljš. In kljub temu, da se je veliko spremenilo od naprimer 5 let nazaj, hočem v prihodnosti še bolj delati na kvaliteti, še bolj se posvetiti stvarem, takrat, ko jih delam, in v bistvu zmanjšati količino stvari, ki jih delam. Seveda se pa na to tematiko navezuje tudi prenova kombija, ki je, kot veste, v polnem teku. Danes vam bom pokazala, kaj smo kaj delali od zadnjega vloga, veliki premiki so bili in hvala Klemen, ker vem, da boš tale vlog gledal, hvala ti, da daješ kontrast tej moji hitrosti in nepremišljenosti za svojo počasnostjo, mernostjo in preudarnostjo, pa tudi natančnostjo. Če bi jaz renovirala ta kombi, bi hotela, da je v enem mesecu narejen, pa največ bi potem vse zacejalo, kaplalo, pa po možnosti še kaj eksplodiralo. S tabo pa ta prenova poteka dolgo sicer, ampak ja, stvari so zelo natančno narejene, zelo lepo narejene in zdaj, ko stvari prihajajo skupaj, vidim, koliko je šla enega premisleka v tu, takrat, ko sem jo že spala, pa si ti risal načrte, pa delal skice. Ja. Pa si poglejmo. Ali pa tu, pol pa tale sredina. Za nami je kar nekaj delovnih dni. Ene stvari smo se lotili tako, še preden bi bilo nujno, da se jih lotimo, ampak recimo vidite, da tašča nama bo sešila vse polštrčke za v jedilni kot. Zdaj tu ni glih, da jutri rabimo, ampak je pa fajn bilo že vnaprej stestirati, pa pač, da se je ta premik naredil. Klemen je tudi inštaliral polno enih gadgetov in tako naprej. V glavnem, fajn smo se imeli. Zdaj, kot ste opazili, jaz tu v vlogih ne dajem nekih tehničnih nasvetov, ker nisem jaz na tej poziciji, da bi vam dajala nasvete, kako narediti build kombija. Klemen pa ni tist, ki editira te vloge. Ja, da kar unga še tlede noter, da se kar vse skrb zmeša. Kje imaš unga? Čak, tle odprem? Ja, malo noter. To. Glej ti to. Pa bunda pomazala. Ja, bunda moram se sleči. Šokira. Ampak vam pa z veseljem pokažem pač tako približno, kaj smo kaj delali, kako smo se imeli, pa zraven delim kakšno misel. No, smo ga še razmočiti. Sicer, ko sem začela editirati vse te klipe, ki jih je bilo ful, sem opazila, da je ful mene na posnetkih, tako da nočem, da tu preveč zavaja. Namreč jaz sem zdraven, sicer pri tem, kar smo delali, bila veliko, ampak niti približno toliko, ker Klemen je res ki ponovadi prvi začne zjutraj delati in zadnji neha in veliko več dni je on delal na tem kombiju. Sem tako malo disclaimerno, ampak sej verjamem, da to že vse veste. Tu lahko vidite tast, kako je nama mizo naredil, ki je res gorgeous. Ja, tako, da se tle bo začelo pol.
samo te. Ja. Z rešilcem pride pa, da mora z njo priti utrip srca, pa ona pa gremo, pridi z rešilcem. Tilu. To moraš poslušati. Ja, to moram. Ja. Ok, koga delaš? Ja, urodi rabim, ne? Kaj? Je kdo od vas, ki tole gledate, že delal prenovo, renovacijo kombija? Me prav zanima, koliko časa je trajalo, kaj vam je najdlje vzelo, lahko napišete spodaj v komentar. Meni se zdi, da ta večje stvari, mislim, se to je najbolj tako pri gradnji hiše in podobno, ta večje stvari vzamejo v bistvu najmanj časa, ker je tako neka delovna akcija, pa vsi detajli v bistvu vzamejo ful časa. Saj imelo so tako opazila, ko se Klemen ukvarja s kakšnim specifičnim kablom ali pa nekim mountom, da tisto pa res, ja, gre lahko pol dneva za neko brezvezarijo. Hvala pa ta muska. Ja. Mane, do Ljubljane, po vodi. Tole pištol. Daj mi pištol, pa lahko takole slikaš. Še malo. Preveč. Trikrat odrezal, pa še ne pokazal. Je pa kombi zdaj v bistvu bil dan ven iz nastreška, ker zdaj cel čas prenove skoraj v bistvu oken strešnih ni bilo niti gor namonteranih. Ja, pa silikon ne bo držal. Dino dan na 300 pakana. In bo pol čedalje bolj pasalo tam, ja. Ne bi pa preveč tako zarezal, ker pol bo pa tleč. Ampak ja, je bil že v bistvu čas, da se tudi tu zrihta. Klemen je zrihtal okna, za silikonov je streho. Imeli smo tudi mini test že na dežju, ki ni bil preveč dober, ne zaradi okna. Okna so super tesnila, v bistvu zaradi vrat. Namreč, če ste gledali tisti vlog, ko sva ta kombi pobarvala, gre za tako teksturirano barvo. In ta tekstura v bistvu tem gumicam na vratih preprečuje, da bi zelo dobro tesnila, tako da to naj čaka še malo brainstorminga, kako bova to uredila. Všeč mi je ta poza. It's giving public toilet and I need to poop. Saj, daš povsod silikon pa je, ali ne gre tudi. Ker uliješ epoksi čez celo streho. Evo, in s tem smo prišli v bistvu na konec tega vloga. Bil je čist tak simpel, se mi zdi, da ste lahko dobro začutili, kako smo se imeli, kaj smo kaj počeli in ta napredek, ki se je zgodil. Ful bom vesela vse vaše podpore v obliki všečkov, pa tega, da se naročite na kanal. Če imate kakšno vprašanje, ga napišite spodaj, bom z veseljem odgovorila. In upam, da se vidimo že naslednji teden s kakšnimi novičkami. Lepo se imejte in se vidimo. Čau! Pa imam pa še eno idejo. Lahko se pogovarjaš. Ideja je, da bi tam spredaj